Včeraj je bil velik dan za Hoče, Maribor in vso Štajersko regijo, nenazadnje tudi za celotno Slovenijo. Pogodbi o izvedbi strateške investicije in državne dodelitve 18,6 milijona evrov so podpisali predstavniki Magne, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in župan občine Hoče - Slivnica. Slovesni podpisi pogodb in postavitev temeljnega kamna za novo tovarno v neposredni bližini mariborskega letališča obetajo velike korake v smeri razvoja industrije in predvsem v odpiranju prepotrebnih delovnih mest. Odpiramo tudi formalno novo investicijo, največjo greenfield investicijo v Sloveniji po osamosvojitvi, to je Magna Steyr. Naj rečem, da me še posebej veseli, da s tem na Štajersko smo na Štajersko pripeljali avtomobilsko industrijo. To se pravi prav na Štajersko, kjer je ta industrija nekoč bila zelo živa, potem pa je seveda zamrla za dolga leta. Veseli me, da bodo od tega imeli veliko ljudje, ki bodo lahko zdaj delali tukaj doma v Sloveniji, ne bo treba več hoditi čez mejo. In prepričan sem tudi, da, kar je zelo pomembno, bodo ob tem, ko se bo ta zadeva razvijala, spoštovani tudi vsi okoljevarstveni standardi. Vlada pa, kot veste, pripravlja tudi nadaljnjo zakonodajo za spodbujanje investicij, tako domačih kot tujih, in enostavno gremo naprej, gremo v razvoj. V sami Štajerski regiji se bodo v ponovnem razvoju avtomobilske in druge industrije odpirale možnosti tudi za druga podjetja in še dodatna delovna mesta. Da je Magna s prva načrtovanimi 400 delovnimi mesti, nato pa kar s 1000 delovnimi mesti dobrodošla na Štajerskem, je potrdil tudi mariborski župan, ki se je spomnil na nekoč zelo uspešen tam. Ja, Magna gradi na 100 hektarjih, tam je delal na 60 hektarjih in veste, kaj je tam pomenilo Mariboru pred 20-30 leti, tako da je to izjemno pomembna investicija, še posebej, ker je to investicija blizu centrale v Gradcu, kar pomeni, da bo strateško pomembna ravno tako kot sama centrala v Gradcu. Podpis obeh pogodb pomeni zavezo tako za Magno kot za državo, da se v regiji ponovno vzpostavi močno zaledje za razvoj industrije. Če bi v mojem žargonu povedal, bi rekel, da smo s podpisom obeh pogodbe o tem, da je ta investicija strateška in o tem, da jo bomo sofinansirali z 18,6 milijona evrov, prišli do trenutka, ko je sodnik v sodnikovem podaljšku podpiskal konec in konec je tekme pri pripravljanju pogojev za to investicijo. Zdaj je pač na vrsti Magna, ki ima nalogo, da v tem obdobju, ki si ga je zadala, realizira to prvo fazo. Verjamem, da bodo naredili vse tako, kot je napisano in dosti korakov tudi v tej smeri, da bo druga in pa tretja faza lažje izvedljiva. Ne samo za regijo, ampak za celotno Slovenijo je pomembno tudi sodelovanje gospodarstva in šolstva, ki lahko s posodobljenimi izobraževalnimi vsebinami in programi ustvari prepotrebne kadre. Tovrstne naložbe nas spodbujajo, da smo odprta država, da razumemo, zakaj je prav, da povezujemo človeški kapital s tem, kar že vse znamo in zmoremo, in da predvsem damo priložnost razvoju, novim delovnim mestom, novi dodani vrednosti. Zato pa potrebujemo tudi dobro povezovanje izobraževanja in gospodarstva in prve korake že delamo. Magna se s podpisom pogodbe tako zavezuje, da bo izgradila proizvodni obrat v Hočah. Njen predstavnik uprave pa na vprašanje, koliko enot lahko pričakujemo tam, realno odgovarja. Talk about volumes and units, this has been mentioned by our customers. But we have enough volume to justify the 400 workers. V prvi fazi, ki se je ocenili na 146,4 milijona evrov, je po besedah Apfalderja predvidena postavitev lakirnice in zaposlitev 400 delavcev. Proizvodnja naj bi stekla aprila 2019. Kasnejši načrti pa vključujejo tudi 1000 delovnih mest. Wish me good luck in our negotiations with our customers and when we get new orders, then I can tell you. Srečnega razpleta ter uspešnega začetka in razvoja pa si želi tudi župan občine Hoče - Slivnica. Pot je bila težka, dosti polen pod noge. Če povem v našem pohorskem žargonu, če bi vsa polena zažagala, bi bilo žagovine za celo zimo. Ampak kljub temu, več ko je polen, več kot je problemov, slajša je zmaga. Jaz mislim, da je danes zmaga tukaj za vse ljudi. Tudi tisti, ki so bili nasprotniki projekta, bodo na koncu tega profitirali. Temeljni kamen je postavljen, na gradbišču se že dela. Pogodbi sta podpisani. Upamo, da optimističnemu začetku, ki obljublja v regiji prepotrebna delovna mesta in preko tega razvoj celotne regije, sledi tudi uspešen epilog.